Gospod Hojs, ste izdajali tajne podatke in svojemu podnajemniku razkrili načrte, kdaj bodo hišne preiskave slovenskega dela kavaškega klana, ki naj bi jih pridobili od neznanega policista na Nacionalnem preiskovalnem uradu? Ne, nikakor ne. Najprej naj povem, da nikakršnih informacij o tem, kdaj naj bi preiskave kavaškega klana bile, nisem pridobil ne od neznanega policista, ne od nikogar. In sam sem se danes tudi spraševal, torej, zakaj ne bi pa jaz to svojemu podnajemniku povedal. Torej, to bi logično pomenilo, da bi vedel, da se njegov sorodnik, torej ne podnajemnik, ukvarja z dilerjem droge. Torej, to so naravnost obskurne oziroma fantazijske obtožbe. Ampak podnajemnik je, ko je to govoril temu dilerju, pokazal vašo telefonsko številko. Ja, seveda, se je tudi vašo imam v imeniku, pa vi imate mojo, pa mislim, da ima mojo številko, ne vem, množica novinarjev, tako da vsak lahko pokaže, tisti, ki jo ima, seveda pokaže to mojo številko iz njegovega imenika. Kot sem sam prebral uredbo, je v uredbi točno napisano, da so dobili na njegovem telefonu ali v neki kriptirani komunikaciji, da je povedal, da naj bi mu povedal to jaz, se pravi ime, priimek in moja telefonska številka, in da je seveda, da sem mu to jaz povedal celo osebno, ker je pa sploh popoln nonsens. Ste vi s komerkoli drugim morda govorili o teh načrtovanih preiskavah pri delu slovenskega kavaškega klana? Ne, poglejte, še enkrat ponavljam, in to sem mislim, da danes povedal že na 3-krat. Jaz o nobenih datumih, o ničemer vezano na kavaški klan nisem bil seznanjen. Torej, če nekaj ne veš, ne moreš z nikomor o ničemer govoriti. Zdaj celo več, kot sem jaz tole odredbo natančno prebral, je z nje razvidno to, da so se preiskave, tiste hišne preiskave, ki jih najprej očitajo, da sem jih jaz izdal, v nadaljevanju pa piše, da so se te hišne preiskave kasneje premaknile zaradi zamenjave tožilstva in da so bile pravzaprav izvedene šele, mislim, da meseca aprila ali tam nekje, ali naj bi bile izvedene meseca aprila oziroma meseca maja 2021. Kasneje pa se je izkazalo, da se je dokumentacija oziroma da so se te datume in tako naprej razkrivali iz, kako naj rečem temu, ne morem povedati prav, ker gospa še ni, oziroma je v ponovnem sodnem postopku, iz informacij, ki jih je dajala temu kavaškemu klanu tajnica, če jaz prav vem, da je bila tajnica državne tožilke. Dejstvo je pa, da so podatki o teh nameravanih preiskavah in aretacijah kavaškega klana niso bili neprodušno zaprti. Saj nikogar od članov kavaškega klana, ko so naredili te hišne preiskave, ni bilo. Ali torej vi trdite, da je v resnici, da je ta tajnica to izdala naprej, glede na to, da je eno sojenje že bilo glede tega? Ne, jaz tega ne trdim, jaz to ne moram vedeti. Jaz lahko samo to povem, da ko sem slišal, oziroma ko sem takrat zvedel o tem, da naj bi se tajne podatki izdajali s strani tožilstva, sem nemudoma kot minister sklical sestanek, na katerem je bilo tožilstvo, sodstvo in tako naprej. In takrat sem jaz izrazil svoje veliko ogorčenje na tem, kako je to mogoče, da je to zgodilo. En od najbolj banalnih opravičenj, ki je takrat ne vem kdo od prisotnih povedal, je, da po svoje pa moramo razumeti, da kdaj kdo poskuša tudi si odebeliti denarnico s tem, da kakšen tajen podatek nese kakšni od kriminalnih združb. Ampak rad bi povedal nekaj drugega. Torej, nihče od mene ali pa od mojih najbližjih nikoli ni bil seznanjen z kakršnimi datumi. Torej, sam nisem vedel ničesar o tem, kdaj naj bi se kakšna hišna preiskava zgodila. Kot vem, se je kasneje izkazalo, da ne tako kot ste rekel, da nihče ni bil pridržan, ampak mislim, da nekaj njih ni bilo pridržanih, medtem ko nekaj pa jih je bilo pridržanih, teh ljudi iz kavaškega klana. In meni se danes vedno bolj zazdeva, da gre tukaj pravzaprav za neko preusmerjanje pozornosti, tudi z samo hišno preiskavo pri meni, ker je več kot očitno, da bo zaradi nekih procesnih postopkov, napačnih procesnih postopkov, ta proces zoper kavaški klan več kot očitno na sodišču padel. In če povežem še to, kar je v tej zvezi večkrat tudi pri vas, se mi zdi, pa v drugih medijih povedala državna tožilka Gončinova, kaj vse se je dogajalo v sami preiskavi, se mi zdi, da je to naravnost neverjetno, kje vse so očitno te informacije uhajale. Ker če ste čisto pozorno prebrali to odredbo, naj bi informacije uhajale iz policije, torej iz NPU-ja, torej nek neznani policist naj bi to zaupal meni, torej
lahko da je zaupal to neznani polis še ne vem kolikim drugim, meni ni, a ne? In zato se mi zdi to naravnost pravzaprav znanstvena fantastika. Če vas pa prav razumem, pa boste v tej preiskavi sodelovali. Ja, jaz sem že včeraj prostovoljno izročil telefon, povedal, da ga lahko odklenemo, kadarkoli želijo, torej nobenih, ne vem, izraelskih ali ne vem kakšnih firm ne bo potrebno, da bojo telefon odklenili. Rekel pa sem, oziroma sem pričakoval, da to naredijo čim prej, ne? Da se stvar ne mrcvari in da čim prej ugotovijo dejansko, kar na telefonu iščejo. Je pa zanimivo, da po vsej hišni preiskavi, torej po 6 urah, so odnesli samo telefon. Najlepša hvala za tale pojasnila. Hvala za povabilo.